Pozdravljeni, gospa Polona, nahajamo se na posestvu Vila Fabiani. Mene pa zanima predvsem to, kako Vila Fabiani povezuje lokalno okolje, Krasa in pa Brkinov. Vila Fabiani ima zelo dolgo zgodovino, več kot 6-letno, verjetno tudi več kot 1000-letno. In v vsem tem obdobju je različno opravljala to funkcijo povezovanja z okoljem. Kot veleposestniki pred Prvo svetovno vojno, pa tudi še pred Drugo svetovno vojno, so seveda imeli povezavo z vsemi domačini, ker so tukaj prihajali delati in so zelo intenzivno sodelovali pri najrazličnejših dejavnostih. Po vojni, vemo zaradi razmer, kakršne so bile, je pa posestvo strmo padalo s svojim vplivom, dokler ni prišlo do najnižje točke praktično ruševine, ki je kot neka trnulčica spala in čakala, ali jo kdo obudi, ali pa tudi ne. In kako se je ta trnulčica zbudila in kam hodi sedaj v tem obdobju ali pa v naslednjih 3-5 letih? Z vstopom družine Malgaj in seveda z njihovo podjetniško žilico je posestvo dobilo popolnoma novo vlogo. Seveda na koreninah starih temeljev. Obnovili so stare vinograde, vemo, da je to dragoceni pikolit, obnavljajo drugo za drugo stavbe, hkrati pa so se začeli tudi bolj odpirati navzven, ne samo kot kmečko posestvo z butičnimi nastanitvami, ampak tudi v sodelovanju z različnimi ponudniki v okolju. Mislim, da prav v tem sodelovanju in povezovanju lokalnih ponudnikov prihaja spet tista stara dimenzija veleposestva do izraza. Seveda, kako jo bodo oni, družina Malgaj, to razumeli, to vlogo in jo tudi izpeljali s ponudniki, to je seveda zelo zahtevno vprašanje. To bo pokazala naslednja leta, ampak vse pelje proti novi blagovni znamki, ki povezuje izbrane butične lokalne pridelke in izdelke. Se pravi, tukaj v tem prostoru verjetno bomo lahko v naslednjih obiskih v naslednjih letih celo kupili izdelke lokalne pridelave pod blagovno znamko Vila Fabiani. Koliko izdelkov pa bo za začetek na izbiro? V tem projektu Razvojno partnerstvo Vila Fabiani, kjer so pridobili sredstva za razvoj podeželja, so partnerji, vsak je prispeval nek svoj pridelek in izdelek. In zdaj se že nabirajo različne ideje, seveda vino, penine, med, potem pa tudi razna konzervirana zelenjava, kar je mogoče novost na Krasu in Brkinih, da ti lahko neko zelenjavo, recimo šparglje, ki so na določeno obdobje, potem pa jih ni več, da pripraviš nek zanimiv pesto, ki po drugih koncih Slovenije ali pa celo v tujini bo to en zanimiv nakup ali pa celo hitra sestavina pri hrani, ki jo trenutno pripravljaš. Se pravi, vse tisto, kar raste tukaj na tem področju, bodo obiskovalci Vile Fabiani in tudi verjetno bo mogoč nakup tudi preko spleta, ne samo fizično na tem posestvu. Seveda, pretok obiskovalcev tukaj je premajhen, da bi zagnal nek podjetniški učinek. To bo zagotovo spletna prodaja in pa nekje v prihodnosti tudi prodaja na drugih takih markantnih točkah, kjer se prodajajo domači izdelki in pridelki. Super. Veselimo se novih dogodivščin, zagotovo bomo ob naslednjem obisku že lahko okusili nekaj prijetnega. Vabim vas, da nam sledite na spletnem portalu Zeleni svet, Facebooku, Instagramu in sledite našim partnerskim nasvetom.